Ja, spoštovani, hvala za udeležbo. Jaz nameravam predstaviti na današnji novinarski konferenci naše pripombe k zadnji verziji, k zadnjemu predlogu pokojninskega zakona. Uvodoma moram reči, da v Slovenski ljudski stranki že dalj časa poudarjamo, da se brez temeljitih strukturnih reform v naši državi ne piše nič dobrega. Pokojninska reforma je samo ena od teh reform, seveda so še druge, kot je delovnopravna reforma, delovnopravna zakonodaja, zdravstvena zakonodaja in seveda, kot rečeno, pokojninska reforma, zakon o pokojninskem zavarovanju je seveda eden od ključnih zakonov, ki ga moramo v kratkem času prilagoditi situaciji na področju pokojninsko-invalidskega zavarovanja. Zavedamo se, da z pokojninsko reformo sicer ne bomo rešili gospodarske krize, zato so potrebni drugi ukrepi, predvsem vzpodbude v gospodarstvu, davčne olajšave in tako dalje. Moramo pa rešiti zagotovo pokojninski sistem in to od nas pričakujejo predvsem generacije, torej mlajše generacije, srednje generacije, predvsem tiste generacije, ki so aktivne še sedaj in ki seveda z svojim delom torej na nek način polnijo pokojninsko blagajno in tudi v bodoče zagotavljajo tudi za sebe torej neko varno starost. Tako da to se nam zdi predvsem pomembno in zato vedno poudarjamo, da je pokojninska reforma nujno potrebna. Torej, ne glede na potrebnost reforme, pri nas v poslanski skupini in v Slovenski ljudski stranki seveda pričakujemo, da z reformo ne bomo delali novih krivic, pač pa da bomo uredili tiste stvari, ki so nujno potrebne za urediti, zato da bomo zagotovili vzdržnost pokojninske blagajne. In zaradi tega smo dali tudi kar nekaj bistvenih pripomb, temeljito preštudiranih zadev. Mi smo z včerajšnjim dopisom na ministrstvu oziroma predlagatelju podali 6-7 pripomb. Pričakujemo, da jih bo predlagatelj temeljito proučil in v razpravi na to tudi v večini upošteval, ker mislimo, da so naše pripombe takšnega značaja, ki jih je potrebno obravnavati resno in na koncu tudi upoštevati. Če jih razčlenim, zdaj posamezne pripombe, mi dovolite, da grem kar po vrsti. Prva, kot se nam zdi najpomembnejša pripomba, je ta, da predlagamo in zahtevamo upoštevanje bonusa k upokojitveni starosti za vsakega otroka in ne le za prve 3. Pri tem moram poudariti, da smo veseli, da je bila upoštevana naša pripomba iz prejšnjih predlogov zakona, kjer te olajšave oziroma tega zmanjšanja starosti ob upokojevanju za matere z 1, 2 ali več otroci sploh ni bilo. Torej, veseli smo, da je predlagatelj to v tem predlogu upošteval, vendar je upošteval samo za prve 3 otroke po 8 mesecev, zmanjšanje starosti pri upokojevanju matere. Torej, za nadaljne otroke v primeru, da ima mati oziroma družina več kot 3 otroke, pa teh otrok ne upošteva, kot da jih ni in kot da za našo družbo niso potrebni. Zavedati se je potrebno, da ima Slovenija že tako izredno velike demografske težave in razmeroma nizko rodnost in zagotovo bodo današnji in jutrišnji otroci tisti, ki bodo seveda tudi vzdrževali v bodoče ta pokojninski sistem oziroma pokojninsko blagajno. Hkrati pa se nam zdi, da je to slabo sporočilo za tiste družine, ki
ki imajo več kot 3 otroke, in tudi to, da zagotovo družine z več kot 3 otroci ne bodo torej prispevali k temu, da bi bila gospodarska situacija v državi ali slabša, oziroma da bi bil ogrožen pokojninski sistem. Zato pričakujemo, da bo ta naš predlog resnično že dobil podporo pri predlagatelju, nato pri vladi, v vladni proceduri, in v primeru, da te podpore ne bi bilo v vladni proceduri, v kar resnično dvomim, se bomo z vsemi močmi potrudili, da bi dobil ta predlog podporo v procesu sprejemanja zakona v državnem zboru. Drugi problem, ki ga mislim navesti, je tako imenovana državna pokojnina, tudi in predvsem z našo pomočjo, z našo argumentacijo je bila državna pokojnina uvedena pri prejšnjem sprejemanju pokojninskega zakona tam okrog leta 2000. Takrat smo uspeli prepričati vse poslanske skupine in celotno slovensko politiko, da je potrebno poskrbeti za neke vrste državno pokojnino tudi za tiste, ki niso imeli v preteklosti možnosti, da bi se na kakršenkoli drug način po takrat veljavnih predpisih zavarovali. In teh prejemnikov državnih pokojnin, to so v veliki večini starejše upokojenke, ki, kot rečeno, nimajo niti drugih prejemkov, niti niso imeli te možnosti torej pokojninskega zavarovanja v mladih letih, v aktivnih letih, torej 17 000. Mi smo že žal je državni zbor že na predlog vlade že za socialno reformo z 2 zakonoma, ki sta bila sprejeta v juliju, tako rekoč državno pokojnino ukinil. Mi predlagamo, da vlada ponovno zadevo prouči in vrne državno pokojnino, še posebno za tiste, ki državno pokojnino že imajo. Glede na to, da je seveda za bodoče, da takih primerov praktično ne bo, nimamo tudi nič proti, če je za naprej državne pokojnine ni, ampak spadajo vsi tisti, ki se eventualno pojavijo v tako imenovane socialne transfere, v socialne pomoči, vendar pridobljena pravica, ki je tudi ustavna kategorija, ne more biti odvzeta. Tretja stvar, kar mislimo, da bi bilo potrebno razrešiti, je priznanje tako imenovanega obveznega služenja vojaškega roka v pokojninsko dobo. Gre za tiste vojaške obveznike, ki so služili ali v prejšnji Jugoslovanski ljudski armadi ali pozneje v Slovenski vojski, tako imenovano obvezno služenje, in so bili v deprivilegiranem položaju proti tistim, ki jim iz različnih razlogov tega služenja ni bilo potrebno opraviti in so lahko v tem času bili in pokojninsko zavarovani, torej štela se jim je delovna doba, imeli so vse pravice iz delovnih razmerij in tako dalje in tako dalje. Torej, zagotovo so vsi ti bivši vojaki, ki niso bili prostovoljno v vojski, upravičeni do skrajšanja starosti pri upokojevanju za čas obveznega služenja vojaškega roka. Nadalje se nam zdi izredno pomembno, čisto tehnično vprašanje, omogočen stalni neposredni vpogled v vse podatke pri pokojninskem zavodu.